Kako ste zapustili leto 2020? Tudi kultura je bila po svoje kaznovana, bova tako rekli, s to našo epidemično sliko. Ja, leto 2020 je bilo posebno leto, tako na področju kulture kot turizma. Ne bom rekla, da je bilo vse res slabo, mogoče je bil en čas za malo drugačen razmislek, kako bi mogoče stvari lahko organizirali ali pa izvajali naprej ali pa mogoče tudi izboljšali. Tako da v turizmu smo, kar se tiče prireditev, dogodkov, kako promovirati destinacijo, smo stvari malo spremenili, malo obrnili, malo tudi testirali in se mi zdi, da lahko stvari v tem letu izboljšamo, naredimo boljš in jaz sem prepričana, da mogoče začetek ni optimističen, ampak sem prepričana, da konec leta, tega leta bo dober ali pa boljši od lani. In kakšne prireditve, seveda, če nas epidemična slika zapusti, pripravljate za leto 2021? Prav gotovo je, sedaj so že oči uzrte v festival čokolade, ki ga v lanskem letu ni bilo. Ja, res je. Mi smo si nekako zadali cilj, da bomo izvedli vse prireditve, ki so pač naše tradicionalne prireditve. Zavedamo se, da jih bomo mogli izvajati na drugačen način, mogoče tudi, da jih časovno malo preložimo, mogoče v mesec maj. Tudi na to računamo, da se tudi takrat tudi same razmere pri nas nekako bolj sprostijo ali pa umirijo. Tako da jaz mislim, da pač se da veliko stvari realizirati, ampak seveda na drugačen način. Ampak ker smo lani te izkušnje že nabirali, se mi zdi, da letos lahko to naredimo boljš in sem prepričana, da bomo na tem področju delali kolikor toliko normalno. No, pa zaključiva bolj optimistično. Vseeno je bila poletna sezona kar nekje zadovoljiva, kljub časom, ko smo jih preživeli v marcu, aprilu, maju. Ja, s poletno sezono smo bili zadovoljni, res smo bili zadovoljni, po eni strani tudi veseli, da so se Slovenci res odzvali našemu vabilu, da so prišli tudi v Radolco, da so tukaj tudi koristili turistične bone in jaz sem prepričana, da bodo slovenski gostje tudi naši gostje, ki bodo zelo pomembni tudi v letu 2021 in tega se veselimo. Hvala lepa.